Ime si dobila po njej, ne pozabi tega, je svarila teta Mila. Skrivnosti je treba pustiti tam, kjer je primerno mesto zanje, v kraljestvu molka. Predvsem ne sme nihče izvedeti resnice o dogodku. Prenevarno. Prizorišče dogajanja je vendarle globoko na jugu Italije. Lahko bi prišlo do maščevanja. Pisati o tem je naravnost neodgovorno. Sestrična Elena je menila drugače. Vsekakor gleda na zadevo bolj z metafizičnega vidika. Vse prikrito bi se prenašalo na naslednje generacije in povzročalo veliko škodo, dokler skrivnost ne bo razkrita. Temu se reče transgenealogija. Pomisli na naše mrtve, je opomnila. Ja, naše mrtve. Družinsko prekletstvo bi rekli nekdaj, ko so še verjeli v duhove in pisali zgodbe o prikaznih. To je tisto, kar nas je bratrance in sestrične povezovalo od malega. Gotovost, da smo člani nesrečne družine. Odraščali smo v senci zlih slutenj. Smrt pričakujemo vsak trenutek. Pravzaprav smo vsak dan začudeni, da smo še živi. Ja, poznam jih naše mrtve, vseh 5. Vsi so umrli v prometnih nesrečah, vsi predčasno. Rekla sem, to so tragična naključja, ljudje vsak dan umirajo v prometnih nesrečah. Elena ne verjame v naključja, verjame v višjo silo, tako kot moja babica. Za svoje grehe je plačala, je rekla Elena, njen konec je bil bridek. Teta Mila je pristavila, grehi so jo pahnili v onostranstvo. Da je Zora del Buono umrla nenaravne smrti, ni preverjeno, a marsikaj priča o tem. Bila je osebnost, ki ni trpela ugovorov, jih je pa izzivala. Te ženske so se bali in jo občudovali, mnogi so jo častili. Jaz sem jo kratko malo imela samo rada. Naša babica je imela močan značaj, je bilo rečeno zmeraj. Ognjevita je bila, veliko potezna, trmasta ali pa tudi gospodovalna. Kadar so govorili o njej, je prej ali slej kdo rekel, če bi bila moški, bi bila majorinja, še rajši maršalinja, mogoče celo predsednik države, tako kot on, kot Josip Broz Tito. Če so jo zastrupili, so jo zaradi njega. Ne bi se smeli odreči avtopsiji. Bovec, maj 1919. Kdaj je začela sovražiti svojo mater? Tisti dan, ko jih je mati zapustila? Ko jo je oče zgodaj zjutraj nahrulil, naj vse čevlje, ki niso materini, prinese v izbo. Svoje, od bratov in tudi njegove, pa hitro. In potem s širokimi ritmičnimi gibi pomete izveže na ulico nedeljske čevlje iz gladkega usnja, imenitne in manj imenitne gležnarje, copate, čevlje za na polje in kožuhovinaste škornje. Potem pa pometa naprej, tudi ko že zdavnaj ne bo na tleh niti mrvice več. 12 parov damskih čevljev je med speštanimi konjskimi figami ležalo pred vrati njihove hiše. Tako da so lahko vsi videli, da je imela Marija več čevljev od katerekoli druge ženske v vasi, kar so tako ali tako vsi vedeli. Da so lahko vsi videli, čemu se je Marija odpovedala. 12 parov izgnanih čevljev pa je pomenilo tudi, mati je odšla z malo prtljage. Ali pa je sovraštvo vzniknilo tisti dan, ko se je mati vrnila k njim, s tujčevim otrokom v trebuhu, ko je sicer ponižno azauro drznosti, ki jo je obdajala poslej, zlezla z voza, ki jo je pripeljal domov, vedoč, da jo bo Cezaro sprejel nazaj. Je sploh bilo sovraštvo? Navsezadnje Zora matere ni sovražila brez prestanka. Včasih je pozabila na žgoči občutek, ki ga še ni znala poimenovati. Kako se temu reče, jo je obšlo šele pri njenih 14 letih, ko je opazovala mater, kako ureja šopek rož v vazi in pri tem zamišljeno boža cvetne liste ostrožnika s pogledom, ki si ga Zora ni znala razložiti, ki pa jo je vznemiril, saj se je zdelo, da prihaja iz nekega drugega sveta, sveta, v katerega Zora ni imela dostopa. Takrat je prvič pomislila, sovražim te. Prej je v materini navzočnosti zaznala samo nejevoljo, nelagodje, predvsem telesno. Kakor da je materin život, nekoč zavetje brezpogojne topline, postal tuj. Mogočno žensko telo, ki se je neštetokrat preveč približalo in ki si ga ni upala odriniti. Matere ni bilo 5 mesecev. Od prvega dne je Cezaro dopovedoval hčeri, da je zdaj ona gospodinja hiše, kar je 8-letna deklica brez vprašanj sprejela.
Oče je jasno povedal, da se ne ve, ali se bo mati kdaj vrnila. In ne, ni mu povedala, kam gre. Le da ni mrtva, to je ubil v glavo svojim 3 otrokom. Ni mrtva, to zagotovo ne. Ni mrtva, so si šepetali Franc, Zora in Ljubko, zmeraj, kadar je hrepenenje po materi postalo veliko. Na te upanja polne šepete, ki so v teku mesecev postajali čedalje bolj obupani, se je zdaj spomnila Zora, ko se je peljala čez most mimo Ljubka, ne več klipajočega otroka, ki se je po noči rad prikradel v njeno posteljo, da bi pri starejši sestri našel tolažbo. Včasih je dišal po medu. Zjutraj je imela zlepljene lase, ker je vanje zakopal svoja medena usta. Nekoč je med čiščenjem gospodinja hiše našla lonec medu pod njegovo posteljo in videla, da ima mali Ljubko v življenju cel niz tolažil in da ona, Zora, stoji na vrhu lestvice reševanj. Cucljati palec, božati zajčke, lizati med, zlesti k sestri. Potegnil se je pomislila, in okrepil, ko je tako stal zraven samokolnice, polne kamnov in lagodno kadil cigareto. Mladenič kostanjevo rjavih las, ko gorski potok bistrih oči in močnih kosti, tako kot vsi v družini, ali skoraj vsi. Čeprav je bila samo 3 leta starejša, je čutila do njega materinsko naklonjenost. In to je bilo navsezadnje povezano tudi z loncem medu. Kadar je pogledala Ljubka, je zaduhala med, še zdaj. Pospešila je. Pogled z te višine je bil veličasten. Če je kaj ljubila, je bilo to, popoln pregled. In zaradi plaščev iz polne gume je bil novi kamion daleč boljši za vožnjo od starega z železnimi kolesi. Tudi vetrobransko steklo je bilo odličen izum, manj prahu v obraz, skoraj nič solzenja. Vojna je tehniki tovornih vozil prinesla nešteto izboljšav. Vsaj to. Zora je o vojni vedela veliko. Vsi v dolini Soče so o vojni vedeli veliko. Celo v 3 jezikih so šle težke besede večini gladko z jezika. Soške bitke, Batalja del Isonzo, Isonzo šlahten. Za Zoro je bila nemščina lažja kot za druge. V 2 letih dekliškega penzionata na Dunaju se je ne le naučila nemško, temveč si je pridobila nadih določene velemestne noblese, ki v vasi ni bila všeč vsem, natančneje rečeno skoraj nikomur. Tudi ime vasi je bilo v 3 jezikih. Bovec, Pleco, Flič. Kot otrok je po mili volji rekla kdaj tako, kdaj drugače. Najrajši pa Flič, Flič. Flič je zvenel veselo. Spominjal je na glič. Glič torej na dričanje, drsalnico, na karkoli spolskega. Z brati so prepevali pesmice, se s pobočja gličali, dričali v zeleno lesketajočo se ledeno mrzlo Sočo in se obmetavali z gličem, kar je bil družinski izraz za blato in sploh vse, kar je bilo gnusno. Polži, na primer, tudi polži so bili glič. Reka je imela celo 4 imena. Soča, Izonco, Luzinc, Zontik. Sicer nihče več ni rekel Zontik. Še celo najbolj okoreli cesarsko-kraljevi monarhistine. Zontik je potihem poniknil. Si pa še lahko izbiral med slovenskim Soča, furlanskim Luzinc in italijanskim Izonco. Odkar pa so bili gospodarji doline Italijani. Zavrla je, ko je zavila na vaško cesto. Seveda je vedela, da je nekaj tovora, ki ga je prevažala na kamionu, nevarnega. A nekdo je navsezadnje moral spraviti staro železo na deponijo. Vse tiste tulce od smodnika, naboje, bajonete, nekatere za M1895, poljske lopate, razbite keramične ročne bombe z držalom, kose avstro-ogrskih repetirk, včasih tudi cele italijanske puške tipa Carcano in seveda jeklene čelade, številnih se je držala kri. Medtem je popolnoma pozabila, kaj je v lesenih zabojih. Ko je vijugala po cesti s prelaza, je za hip pomislila na mater. Na tisto, kar jo je kljub vsemu povezovalo in o čemer je mislila, da je bil pravzaprav vzrok takratne materine vrnitve. Ljubezen do tega koščka gorske pokrajine, neznanskega prostranstva ravnine, obdane s hribi, ki so se kot grobi skladi naložili okrog visoke planote, sredi nje pa smaragdno zelena Soča. Vzvišena pokrajina, ki se je smrt 10 000 vojakov
ni niti malo dotaknila.